galeriji Grad v Bistriškem gradu so pretekli petek odprli pregledno razstavo Gregor Kraševac, arhitekt. Gregor Kraševac je v več kot 40 letih na območju Štajerske ustvaril mnogo zanimivih stavb in prostorov, ki jih lahko uvrščamo v kategorijo kritičnega regionalizma. Na razstavi je s fotografijami, načrti in filmom predstavljenih 20 izbranih del. Ampak kar je bilo zanimivo, Gregor, ampak to nam bo on morda razložil, on po 3 letih prakse v Ljubljani, v enem dobrem biroju, kjer so ga strokovnjaki upeljali že v prve skrivnosti arhitekture, pride nazaj na Štajersko. Pride in soprogo Marjano Glazer se ustalita v Mariboru in pričneta delati v Podravju. In on na nek način zavestno, ne to, kar pogrešamo, mi tudi kot pedagogi pri mladih, da bi se večkrat vračali domov in pomagali to bivalno arhitekturno kulturo držati na neki višji, visoki ravni, ne? Ampak pa seveda, ko so mladi, gajsni, ambiciozni, raje v prestolnici, oni bi muzeje delali, pa velike. To se zdaj malo umirja in paradigma se spreminja in se vrača in mislim, da je on bil v tem smislu pred časom ali pa eden od redkih, ki je prišel nazaj v svoje lokalno ali pa regionalno okolje in tu začel tkati počasi te niti teh svojih ureditev. In zdaj mi se zdelo ključno, da začnemo v prvem prostoru, kjer vstopimo, kjer je na nek način glavni trg, kjer se poloči ena os proti drugim projektom, Podravju, ena časovna v njegovo mladost in identifikacijo njegovega življenjepisa in prvih sledi v arhitekturi, da se tu srečamo z Bistrico, Slovensko Bistrico in s tistim najbolj žlahtnim, kar Bistrica premore, se pravi zgodovinskim mestnim jedrom, kjer je Gregor v teh svojih prvih projektih, že v 80-ih, z pošto, telefonsko centralo in potem kasneje z nacitkom Veleblagovnice in tudi z ureditvijo Trga Svobode in pol Trga Alfonza Šarha. Vse to imamo tu zgoščeno in potem stopniščem do Luknjske cerkve. Torej, pomagal, da se je ta duh starega mestnega jedra ohranil, duša mesta na ta način. Če bi to vzel v roke en zelo progresističen arhitekt, zelo sodoben, bi lahko z pomanjkanjem razumevanja te naredil kar rom-pom-pom, pa malo razturo. Če bi seveda zavod to dopuščal. Torej, on je dobro sodeloval, se mi zdi tudi, prebral sem tudi eno naklonjeno mnenje, ko je status pridobival iz strani zavoda, dobro sodeloval s konzervatorji, kar je ključno za arhitekte. Konzervatorji poznajo bolj natančno, ne umetnosti zgodovinarji, konzervatorji kot profili, atribute zgodovinskih obdobij, karakteristike odprtih prostorov in predvsem objektov in z njimi potem skupaj ustvarjali te stvari, ki mislim, da so preživele čas. Trg je bil v 90-ih narejen, kot da bi tam bil že od nekdaj, Porfir, Konfini, decentno, z nekim historičnim duhom, nekako pa ta spomenik, ki ga je težišče umestil in pol kolega, mislim, da Recer, ki postavi še fontano zraven in pol se to nadaljuje proti Šarhu in še stopnicam. In ti objekti. Skratka, to jedro je tudi po zaslugi, jaz mislim, da arhitekta Kraševca v Bistrici še diha to starožitno nekako pričevalnost. Potem pa, ko gre ven, kar je pa spet legitimno, pa postaja vedno bolj sodoben. Pa gremo na Griče, gor nekropoljo Slovenije Bistriško, to že v tem 21. stoletju, z svojim bratom Igorjem, ki je žal odpotoval, pa z njegovo svakinjo, Mojco, naredijo ta lep kompleks, torej objekta in si razdelijo te 3 objekte, kostnica, ta elegantna ločna konstrukcija in zvonik, ki je bil Igorjev oziroma ta vertikala. In potem še naprej do zdravstvenega doma, kjer pa s kolegi, mislim, da imamo tudi kolega Črneta, ki je sodeloval pri nekaterih projektih, naredijo čisto sodoben zdravstveni dom, ki pa kljub vsemu v oblogi in obleki, tudi večkrat govorimo tudi o arhitekturi kot tretji koži, pač uporabi alu profile, torej na nek način se drži te tradicije bistriške impola in očeta in to in te obloge imajo še neko identiteto, ki je specifična, ker jaz govorim o njem kot nekem regionalistu ali pa kritičnem regionalistu v določenih primerih, bolj v določenih že postaja malo globalen, tam boste videli pol kasneje v Majšperku eno tako središče, kulturno-upravno, ki je čisto sodobno, nekako. Razstava bo na ogled do 31. marca 2024.